Solčavsko postaja vedno bolj priljubljena zelena destinacija popotnikov. To je kraj slapov, več kot 20 jih je. Nekaj posebnega so alpski pašniki in ledeniške doline. In ravno zaradi te neokrnjene narave se tu razvija zeleni turizem. Solčavsko je zaradi vseh naravnih danosti leta 2009 postalo evropska destinacija odličnosti. Gre za evropski okoljski projekt, k kateremu je leta 2008 pristopila tudi Slovenija. Tu je urejenih in speljanih več kot 100 peš poti. Posamezniki v tem zelenem koščku pa vedno najdejo svoj mir in samoto. Med slapovi je najbolj poznan 80 metrov visok slap Rinka, ki spominja na valovit konjski rep. Rinka je eden najvišjih prostopadajočih slapov v Sloveniji in je zaščiten kot naravni spomenik. Prava posebnost zelene oaze Solčavskega pa je, da se v Logarsko dolino ne morete pripeljati ne s kolesom in ne z avtom več kot kak kilometer, saj dalje morate pešačiti. In ravno to daje odličnost tej zeleni destinaciji, turizem v varovanih območjih. Na Solčavskem imamo dva krajinska parka, Robanov kot in Logarska dolina, in pa preko 80% površine območja je pokrite z omrežjem Natura 2000. Se pravi, v preteklosti je veliko ljudi že obiskalo Solčavsko ravno zaradi teh primerjalnih prednosti, ki jih ima Solčavsko, se pravi lepe narave, ki so jih domačini znali ohraniti in jih dati en poseben pečat. Torej, zavarovana krajinska parka Robanov kot in Logarska dolina sta posebna tudi zato, ker z njima gospodarijo domačini. Da bi obiskovalcem Solčavskega popestrili izlet ali bivanje, vsako leto organizirajo tudi številne tradicionalne prireditve. Tako so tudi letos v začetku avgusta pripravili že 19. Solčavske dneve, s katerimi želijo obujati in prikazati tradicijo tega območja. Na Solčavskih dneh radi vsako leto pravzaprav prikažemo, kako so živeli naši predniki, kako so znali kaj izdelati, pa nam je to znanje skoraj ušlo, pa smo ga še malo ulovili. Takšen je na primer postopek predelave volne, te avtohtone jezersko-solčavske ovce, to je filcanje. Solčavski filc je zdaj postal spet poznan, tako kot že včasih. Potem razne drobna dela iz lesa, zanimivi leseni izdelki so tudi letos prišli na površje, so se pokazali kot nekaj posebnega. In na teh Solčavskih dnevih poskušamo tako domačinom kot tudi obiskovalcem približati tisto nekdanje znanje, ki je bilo na Solčavskem že zelo trdno zakoreninjeno in bo tudi v prihodnje za naše potomce recimo zelo pomembno, če bodo želeli preživeti v taki neokrnjeni naravi. Domačini se še kako dobro zavedajo, kako pomemben je stik z naravo, zato so to povezovanje združili z gostoljubnostjo in to se jim je na dolgi rok zagotovo obrestovalo, še pravi Marko Slapnik. Organizatorji letošnjih Solčavskih dnevov so bili zadovoljni, da jim je bilo vreme v času prireditve ves čas naklonjeno. Pripravili so izjemno pester etnološki program, od glasbenih utrinkov, narodno-zabavnih ansamblov do razstav rokodelskih izdelkov. Vmes pa veliko otroških delavnic in vodenih ogledov po okoliških krajih, ki se skrivajo v zavetju 3 dolin. Zelo dobro obiskana sta bila tudi koncert v cerkvi Marije Snežne in monokomedija Jamski človek. Cele noče smo ukodila gurila, vse surte špase uganjali. Sam, kak smo pa delali cele dneve? Danes pa mladina cele dneve spi, pa noč pa začne ju napletati. Pa dnevi tako bijankan, kjer vidiš, a v tem se zmrači, pa začne ji leta tako kibri tam po placu. V teh krajih je bila del tradicije tudi oglarska dejavnost, ki je danes že prava redkost. Mi smo bili priča pravemu prikazu, kako so nekoč na poseben način izdelovali ali, kot rečejo oglarji, kuhali oglje.
Za kuhanje so vedno uporabljali les trdih listavcev, kot so gaber, hrast, bukev, javor in jesen. Oglarska obrt je danes pomembna samo zaradi žara, ker včasih se je to delalo na veliko in so ga rabili industrije, kovačije. Potem se je izvažalo v Italijo, tudi tukaj gori, kot je spoznan, da je tukaj prav na tem mestu v Logarski dolini, da so precej veliko kuhali ogla in v glavnem so ga izvažali v Italijo vsega. Oglari so nekoč po več tednov prebivali v posebnih oglarskih barakah. Živeli so skromno, samotarsko življenje. Kuhanje oglja pa je bilo nekaj posebnega. Ta proces kuhanja oglja pa zavisi vse od količine drv. Naprimer, dol pri nas, tam kot midva izhajava, to se imenuje oglarska dežela, dolje pri Litiji, je pri nas kuhamo kope take tudi od 5 do 10 tonske. No in ta proces traja od nekje približno od samega kuhanja, kar se tiče. Kuhanje traja tam približno 14 dni. No potem, kar se tiče pa še priprave drv, tisti pa še posebej, ker v glavnem pa pripravljamo drva po zimi, ker kuha se pa oglje največ v spomladanskem času. No, tamle na kupčku vidimo, da se iz posebnih lukenj ven kadi. Kaj se tam zdaj dogaja? Tam se noter kuha oglje, s tem dodajamo zrak in reguliramo, da se to v pravo smer to kuha. Ker če ne bi tega delal, se ne bi skuhal oglje. Ker ne moreš ti kar zažgati kopo pa pustiti, bi rekel, zdaj se bo pa oglje samo nastalo. Ti moraš biti prisoten 24 ur v celoti. Od začetka samega prežiga kope in do konca, ko kopo razdiraš. V okviru letošnjih Solčavskih dnevov so v tamkajšnjem lovskem domu posebno razstavo divjadi pripravili tudi solčavski lovci. V teh goratih predelih so svoje zatočišče našle številne živali. Gamsi, mufloni, jeleni, srne, lisice, jazbeci, zajci, kune, razne divje ptice, sem in tja pa zaide tudi kakšen medved. Prijetno dobrodošlico na kraju dogodka nam je izrekel tudi solčavski župan Alojz Lipnik, ki si želi, da bi prireditev postala stalnica za vse tiste, ki znajo ceniti naravo in dediščino naših prednikov. Vem, da smo pravzaprav v današnjem času nekako utrujeni od te ekonomsko-profitne logike, od računalnikov, modernih avtomobilov, stresnega načina življenja in ta naša neokrnjena narava je fantastična prilika, da umirite svoje živce in da potešite svoje želočke z našo dobro domačo hrano. Naša želja je, da bi te turistične dneve, ki so sedaj skoncentrirani na 3 dni, nekako raztegnili še na širše, na sezono oziroma še po sezoni, na več manjših dogodkov, takšnih, ki bodo obvladljivi in ki bodo nekako intimno tistim našim izbranim obiskovalcem oziroma tistim, ki znajo ceniti tisto, kar mi imamo. Planinsko življenje na Solčavskem je najbolje okusiti prav na turistični kmetiji, kjer so se ohranile večstoletne tradicije. Teh tu ne manjka. Naša kmetija je specifična, mi imamo izletski turizem na kmetiji in ponujamo ponudbo domače hrane. Nahajamo se nad Logarsko dolino, tu je recimo moja žena dobila srebrno priznanje za klobase suhe na Dobrotek slovenskih kmetij na Ptuju, drugače ima tudi zgornji savinjski želodec, pa žlinkrofe in štruklje, pa tudi kosila kuhamo zdaj poleti ob nedeljah, pa za najavljene skupine pa tudi kadrekoli. Na stojnicah pa seveda ni manjkalo volnenih izdelkov vseh oblik za vse starosti. Gospa Ida doma iz teh krajev nam je zaupala, da prede volno že 60 let. Povedala nam je, da je volna zelo zdravilna. Predem domačo volno, jezersko-solčavske pasme. To se da že doma redko uporablja, mislim, ne uporabljajo tega kolaurata pa to. Samo pletamo še pa kar dost. Domača volna je zelo priporočljiva
zavira potenje nog, tudi te filcane copate, pravi ženske, jo pa ne moram nas kaj preuroče, pa ni res. V njih se ne bi nikoli noge potile. Kljub močnemu avgustovskemu soncu se je dogajanje preselilo v popoldanski čas. Na odru sredi Solčave so s krajšim kulturnim programom na zabaven način prikazali, kako so nekoč živeli v teh krajih. Ob spremljavi domače glasbe pa so se obiskovalci lahko tudi zavrteli. Čujem, da zapiraš firberijo na Lepenivi. Novi cajti, pač nimajo dela za stare obrti. A veš, da je sukno z fabrike dosti cenejši. Prihodnje leto bo praznovanje Solčavskih dnevov jubilejno, 20. po vrsti. Ob tej priložnosti bodo pripravili kar nekaj posebnih dogodkov, ki jih bodo razdelili v 3 tematske sklope. Ena tema je ovca, jezersko-solčavska pasma ovce in pa z njo povezano polstenje, filcanje te volne. Potem druga tema je solčavski gorski les. Naredili bomo oziroma prikazali bomo izdelavo, predelavo lesa, izdelavo lesenih izdelkov v okviru festivala gorskega lesa. Letos že v jeseni pripravljamo festival volne v povezavi s to jezersko-solčavsko ovco. No in pa tretja tema solčavskega, ki jo nekako poskušamo postavljati na piedestal, to je pa kulinarika. Živilski izdelki z zgornjesavinjskim želodcem, s solčavskim sirnekom, solčavskimi hrušavimi, gruškovimi žlinkrofi. Sicer pa Solčavsko letno obišče okrog 100 000 obiskovalcev. Največ jih je v poletnem času, ko se zvrstijo številne prireditve. Pri promociji jim je v veliko pomoč tudi nedavno odprt nov informacijski center Rinka, posebno središče za trajnostni razvoj kraja. V kletnih prostorih Rinke je turistično-informacijski center, multimedijska dvorana in stalna razstava o Solčavskem. V pritličju je razstavno-prodajni prostor za lokalne izdelke in prostor za druženje. O gradnji centra Rinka pa kroži še ena posebnost. Arhitekti so uporabili znanje naših prednikov in jo zgradili iz solčavskega lesa, posekanega ob posebnih luninih menah. S tem se je zaključil tudi naš ogled Solčavskega. Zvedeli in odkrili smo veliko novega, zanimivega in to bodo naši posebni spomini. Zagotovo je en dan premalo za odkrivanje vseh teh lepot, zato si vi privoščite kakšen dan več. Počasi smo se mogli posloviti v upanju, da se zopet vidimo prihodnje leto na jubilejnih 20. Solčavskih dnevih.